Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o strahu kot motivatorju. Starši pri vzgoji svojih otrok učijo svoje otroke, kaj naj počnejo in kaj naj ne počnejo. Vendar zelo malo staršev uporablja natančno razlago, da bi otroci razumeli, kaj je razlog njihove utemeljitve, zakaj se starši odločajo tako, kot se. Večinoma starši otrokom stvari enostavno prepovejo, jim rečejo ne, to ne smeš, ne početi to, počni raje ono. In gre se tukaj za energetsko, čustveno pogojevanje, za ustrahovanje. Otroci torej določenih stvari ne počnejo zaradi razumevanja, ampak zaradi strahu. Starši želijo otroke zavarovati pred nevarnostjo, pred številnimi nevarnostmi tega sveta. Toda namesto, da bi jih učili, da bi prenašali svoje življenjske izkušnje in modrosti na njih, z neko natančno razlago, enostavno otroku rečejo samo ne. Ne zato, ker sem jaz tako rekel. Pogosto starši nimajo časa, da bi razlagali. Pogosto nimajo volje, da bi razložili zadevo. Mnogokrat pa tudi mislijo, da otroci razlage ne bodo razumeli. Ampak ni pomembno ravno to, da otroci v popolnosti razumejo njihovo razlago, da natančno vedo, kaj pomeni vsaka beseda, ki jo uporabijo za to, da otroku nekaj razložijo. Bolj je pomembno to, da starši otroku razložijo na miren način, da so v svoji notranjosti mirni. Kajti bolj kot na besede, bolj kot na pomen besed, se otroci odzovejo na čustveno stanje staršev med tem, ko starši z otroci komunicirajo. Če starši torej otroku rečejo ne, ne smeš to, in se ob tem ustrašijo ali so v notranjosti jezni, potem se to čustvo prenese na otroka. In podobna vzgoja je bila tudi del mojega življenja. Tudi jaz opažam, kako sta moja starša želela mene zaščititi pred problemi tega sveta in kako so se ti vzorci strahu, ustrahovanja globoko zakoreninili v mene. In še vedno imam stik z starši in še vedno vidim, kako se enaki vzorci komunikacije ponavljajo skozi številna leta. Vzrok oziroma posledica tega je to, da ko sem stopil na lastno življenjsko pot, ko sedaj poskušam
realizirati določene projekte, vidim, da mi manjka zagona, da imam sicer veliko idej, celo preveč, ampak da nisem vztrajen, ker sem se navadil, da me nekdo stalno priganja, da me nekdo stalno ustrahuje. Strah je postal tisti moj glavni motivator. In to je zelo škodljivo sedaj za moje življenje, ko določeni podzavestni vzorci delujejo na mene in vplivajo na mojo osebno, življenjsko in poslovno uspešnost. Precej sem že delal na preobrazbi teh vzorcev, ampak vidim, da bom moral še kar precej delati na njihovi preobrazbi, se jih osvobajati, da bom pričel sam sebe motivirati, da ne bom čakal na te energije, čustev strahu ali na nekoga, da me bo ustrahoval, da me bo motiviral za strahom. Skratka, vse to je posledica neke zgodnje vzgoje oziroma številnih let vzgoje, ki potem na vsakega od nas vplivajo v nadaljnjem življenjskem obdobju. Vsem staršem torej predlagam, da pogledajo, kakšne vzgojne prijeme uporabljajo pri svojih otrocih, ali otrokom na miren način razlagajo življenje, da ga bodo razumeli, kaj so vzroki in kaj so posledice, da se učijo na lastnih izkušnjah, ali pa se uporablja čustvena manipulacija, ustrahovanje ali pa nagrajevanje. Prav tako pozitivna motivacija z pozitivnimi besedami, z raznimi nagradami je enako škodljiva kot pa negativna motivacija z čustvenim ustrahovanjem. Več glede tega si lahko pogledate v opisu tega videoposnetka. Za starše pa tudi pripravljamo številna predavanja v okviru Inštituta za razvoj izobraževanja Mali genij. In pa za vse starše, ki želijo preprečiti, da bi se te njihovi lastni vzorci prenašali na otroke in ki želijo zagotoviti, da bodo otroci zrasli v samozavestne osebe, ki bodo sposobni samega sebe motivirati na osnovi odločitve. Tem staršem priporočam, da svojim otrokom nabavijo učno tehnologijo, ki se imenuje TechnoTutor. To je posebna računalniška programska oprema, ki omogoča, da se otroci že od 3. leta naprej samostojno učijo besedišča, da razumejo točno pomen besed in da nobena beseda ni čustveno okužena. Skratka, kontaktirajte Inštitut Mali genij, prijavite se na predavanja, naročite licenco za TechnoTutorja in na ta način boste čim bolj poskrbeli za boljšo prihodnost svojih otrok in za dvig kvalitete naše družbe nasploh. Hvala za posluh in nasvidenje.